Živijo. Spet je en krasen dan, sreda, 24. februar, 15 stopinj Celzija. Jaz sem se odpravil proti Krasu, med vožnjo bom pa povedal nekaj o vožnji kolesarjev v skupini. To temo je prispeval vsestranski športnik, licenciran gorski in kolesarski vodnik, star kolesarski maček Igor Kleč, znan med drugim tudi po podvigu iz leta 2014, ko so se s prijatelji spustili z gorskimi kolesi iz 4000 v Maroku. Kolesarjenje v skupini se šteje že vse od 2 kolesarjev naprej, pravilo pa so skoraj popolnoma enaka tudi za skupine 10 ali pa 100 kolesarjev. Skupini kolesarjev po francosko rečemo peloton, po italijansko grupo, Angleži rečejo crowd. Splošno znano je, da so v kolesarstvu najbolj razširjeni francoski izrazi. Tisti, ki vozi spredaj in reže zrak, rečemo, da je na firingi, porablja največ moči, hkrati pa je, tako kot voznik avtobusa, odgovoren za vse tiste, ki so zadaj. Z rokami nakazuje smer zavijanja, nekako vodi skupino, hkrati pa pokaže tudi na razne nepravilnosti v cestišču, morebitne ovire na cesti, zaustavlja skupino v primeru rdeče luči. Seveda vse to počne po neki zdravi pameti, ker sicer bi lahko samo mahal, še posebej v mestih, kjer je ovir več. Mora biti vsak kolesar toliko pozoren na okolico in na cesto, da tudi sam poskrbi za lastno varnost. Tisti, ki vozi spredaj, pravimo tudi, da vleče, ostali so zadaj v zavetrju. Kadar je tempo prehud ali pa po kakšnih nenadejanih ovirah, se lahko naredi od zadaj elastika. To pomeni, da se vrsta kolesarjev raztegne, ker zadnji ne držijo tempa. Pri profesionalcih je to ponavadi takrat, ko se napada, zato da bi izločili kakšnega od nasprotnikov. Pri rekreativcih pa to največkrat pomeni nespretnost enih in drugih, tistih spredaj in tistih zadaj. Profesionalci ponavadi vozijo vzporedno v več vrstah, kadar se pa poravnajo v eno samo kolono, temu rečemo indijanska vrsta oziroma fila indijana. Izraz izvira iz načina hoje indijancev, ki so šli po stopinjah eden od drugega in tako zavedli nasprotnika, koliko jih dejansko je. Pri indijanski vrsti vemo, da je tempo peklenski in da gre na polno. Pri rekreativcih je ponavadi zaradi prometa na cesti to skoraj edina oblika vožnje. Klanec se ne vleče, ampak se narekuje tempo. V klancu namreč padejo hitrosti, zato tisti smisel zavetrja popusti. Menjave praviloma potekajo v obratni smeri urnega kazalca. Ko tisti kolesar spredaj začuti, da ne more več oziroma mu je narasel puls ali pa padla hitrost, preveri, če je zadaj prosto in se umakne v levo. Rahlo upočasni, ostali kolesari z nespremenjenim tempom po desni peljejo mimo njega. Ta, ki se je umaknil, se priključi na rep kolone. V času menjave skupina ne sme dvigovati tempa, ker to ni fair do tega, ki jih je ravno kar pridno vlekel in zdaj se ves izmučen vrača na začelje. Vrne naj se popolnoma na rep kolone, tudi tisti, ki je šibkejši in ki se večino časa vozi zadaj, naj ga pusti za sabo. Nekateri imajo navado spuščati menjave pred sabo, zato da so ves čas od zadaj, ampak to pri njih potem privede do cukanja, ker stalno lovijo rep kolone. Ko pride šibkejši kolesar na čelo kolone, pač takoj zamenja oziroma vleče kolikor upa in potem zamenja. Pri zelo močnem bočnem vetru se zgodi, da se menjave dogajajo non-stop, se pravi, takoj ko pridemo na čelo kolone, menjamo. To pa zaradi tega, da kolona vozi v 2 vrstah, pri čemer ima ena vrsta vedno nekako bočno zaščito pred vetrom. Temu rečemo češka menjava oziroma češka smena. Kraški kal. Včasih služil za napajanje živine. Zdaj sem pa videl, da so v njemu tudi zlate ribice. Prej, ko rekreativna skupina krene na pot, se na kratko pogovorijo, kam se gre, kdo pozna cesto, kdo bo navigiral, kdo ima kaj hrane s sabo, rezervne zračnice in podobno. Vožnja v skupini mora biti kompaktna, vsako iztrčavanje je lomljenje škatel in ne sodi v skupinsko rekreativno kolesarjenje.
Tisti, ki vozi spredaj, z roko pokaže na različne ovire, na pasti na cesti. Kolesarji, ki so v sredini skupine, prenašajo informacije nazaj, s tem, da ponavljajo enake kretnje. Če kolesarji kažejo z levimi rokami, vemo, da je neka ovira na levi strani in jo obvozimo po desni. In obratno. V primeru, da na cesto skoči žival oziroma da je neka nepredvidena situacija, pa tudi zakričimo. Ko je kolesar zadnji v koloni, takrat počiva. Takrat si popravlja oblačila, je, pije, pljuva, smrka, karkoli pač si zaželi. Ima pa še eno pomembno vlogo, in sicer to, da skrbi za promet, ki je za skupino, in z roko nakazuje smer zavijanja, tako da cela skupina varno zavije, še posebej, kadar zavijajo v levo. Razdaljo od roba ceste najlažje ugotovimo tako, da če vozimo z rokami v širini ramen, vidimo rob ceste preko svoje desne dlani. Vkolikor je ob cesti zarisana bela črta, potem velja, da preko svoje desne dlani vidimo belo črto. Vožnja za nekom, ki vozi tik ob robu ceste, je nemogoča. Zato tisti, ki vozi popolnoma ob robu, ali nima nobenih izkušenj, ali pa hoče povedati, naj ne vozimo za njim. Tempo v skupini naj bo osnovan na pulzu in ne na hitrosti. Tisti, ki je spredaj, vozi nekje v tretji coni, tako da je že malo zadihan, ampak še zmeraj pogovorljiv. Ostali od zadaj so pa v udobni drugi coni in na tak način se skupina giblje po terenu nekje med 20 in 50 na uro. Ko se vožnja prevesi v hrib, grejo šibkejši naprej in narekujejo tempo. Če bojo ostali od zadaj, bojo enostavno izgoreli, zaostali. Tisti močnejši si bojo pa potem po kakih 5 kilometrih za kakim ovinkom vrtali po nosu in čakali. V skupini tudi ne bo neke prave varnostne razdalje, zato ker če hočemo imeti kaj od zavetrja, je treba voziti na par centimetrov. Prepovedano je križanje koles, da bi recimo vozili za kolesarjem, tako da bi bila njegova zadnja guma in naša sprednja guma, da bi bili vzporedno. Ker on lahko nenadoma zavije levo-desno in nas zruši. Kritičen trenutek je tudi takrat, kadar se kolesar pred nami odloči, da bo vstal in nekaj sekund gonu stoje. Po navadi to nakaže, če ne drugače, tako da rahlo pospeši preden vstane, ali pa tako, da na hitro da ene dve brzini dol bolj v trde prestave. Kar tiče zavetrja, je pomembno vedeti tudi to, da se vleče tudi, kadar gre cesta navzdol. Ker če tisti sprednji pri vožnji navzdol spusti pedala, vsi ostali za njim zavirajo. Vemo pa, da to ni ravno najbolj prijetno početje pri 35-40 na uro. Tempo skupine naj bo čim bolj enakomeren, ker tista skupina, ki nenehno menjava tempo, po nepotrebnem razmetava z energijo in ne potegne ven iz kreativnega kolesarjenja vsega, kar bi lahko. Na tak način neka ubrana in homogena skupina omogoča, da na koncu v cilj hkrati pridejo zelo različni kolesarji z različno kondicijo, ampak vsi približno enako utrujeni. Močnejši bojo več časa spredaj na višjih pulzih, oni šibkejši bojo pa več časa zadaj in v zavetrju. Zelo podobno je tudi pri profesionalcih. Ja, to bi bilo nekako na kratko nekaj o skupinski vožnji v kolesarstvu, v tem čudovitem športu, kjer sta si lahko dva največja rivala vse do zadnjega kilometra najboljša sodelavca. Potem se pa v zadnjih 100 metrih karte premešajo. Jaz sem se pa tako lepo zapeljal na Kras, čez Komen, v Dutovlje in potem po glavni cesti čez Štanjel nazaj domov. Vse skupaj to znese 81 km, vozil sem se pa 3 ure in 25 minut. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.